Spet z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. V tokratni oddaji bom gostila Mojco Debelak. Z njo se bomo pogovarjali o karmični diagnostiki, naših podzavestnih vzorcih, kako težko pot sem dala tudi sama čez in kako lahko sami res poskrbimo za svoje zdravje in čim bolj polno življenje. Glejte nas na TV Ljubljana vsak petek ob 17. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila posebno žensko, Mojco Debelak. Ona je intuitivna terapevtka, terapevtka karmične diagnostike, reiki mojstrica, učiteljica razširjenega stanja zavedanja in še mnogo več. Svoje znanje črpa tudi iz bogate osebne preteklosti. Draga Mojca, dobrodošla v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala za povabilo. Kaj je bilo tisto, kar je tebe povabil na to pot, ki jo hodiš? Mogoče nedvomno že precej zgodnji pogovori v okviru družine, da sem bila rojena prehitro, zato ker sem ogrožala materino zdravje, ker je bilo že takrat kar ogroženo. In sem mogoče že na ta način dobila en občutek nekaj globoko v sebi, da je velika teža vedeti, da si nekomu ogrožal življenje. In sem najverjetneje hotela že od malega dešifrirati, kaj je za tem namenom celo. So to neki naši dušni dogovori, karmični, a tukaj pridemo po neko izkušnjo, zaradi katere naj bi se mojstrili, poglobili vase v druge, da bi širše razumeli življenje in smrt nenazadnje. Tako da sem že od malega potem rada brala pesmi, bila samotarska, gledala v zvezde, se družila bolj s živalmi, in to me je zelo poglabljalo. To mi je odpiralo čisto neka nova miselna obzorja, potem pa mamina bolezen, kar huda. 12 let sem videla veliko tega trpljenja, bolnišnic, klinično je bila vmes tudi mrtva, smo se že poslovili od nje in tako naprej. In pač kot otrok doživljaš, nehote razmišljaš, kaj je to življenje, kako je po eni strani veličastno, radi vpijemo, po drugi strani pa je telo tako krhka posoda. In moraš biti kot nek precizen vrvohodec, da mogoče znaš dobro prekrmariti to življenje, na način ne samo, da živiš, ampak da kvalitetno živiš. In ko sem gledala tudi mamino transformacijo skozi bolezen, sem videla, da se je ta ženska čisto spremenila. In mi je dalo to zelo misliti, da mogoče bolezen, vsaka bolezen, odsotnost zdravja, hkrati očitno prinese zelo pomembno sporočilo, kje v naši podzavesti ali pa tudi v našem karakterju je preveč naboja. In ta naboj poraja neke bolezenske patologije, če smem tako reči. V glavnem sem začutila, da je zelo pomembno razumeti tudi mamino izkustvo na način, da me to predvsem more učiti o življenju samem, da ga znam malo bolj ceniti, ga znam bolj vdihniti v danem trenutku, da me ga ni strah, ker večino ljudi, čeprav se delamo, da radi živimo, mislim, da nas je ful strah v resnici živeti. In se skozi vozimo po tem svetu z neko ročno zavoro. Kako se čisto spustiti po to boganu in biti v ljubezni, biti v zaupanju do sebe in do drugih. Znati tudi motriti, kaj je za mene točka ravnotežja. To je za mene to prepuščanje, da znam ves čas čutiti tako kot žival nagonsko, zdaj bi ležala, zdaj bi jedla, zdaj bi hodila, ker potem se moje telo odziva z ljubeznijo nazaj. In to mi je bil izziv, zato sem se pol začela na tem področju izobraževati kasneje po mamini smrti. Je zelo zanimivo, ko si rekla, da že v otroštvu si te stvari začela razglabljati, razmišljati. Jaz se spomnim mojih prvih takih, bom rekla, stikov res s tem
notranjim veličanstvom, ko pač moja družina mi dala malo več priložnosti za to, da sem se učila, kako ne delati v življenju. In pri svojih 12 letih, se spomnim, sem ležala tako v položaju fetusa v kuhinjskem kotu in po meni je marsikaj letelo, ampak jaz sem takrat razmišljala, lahko me ubijeta, zlomila me ne bosta. In pri nas ni bilo tega razumevanja, te duhovne plati, da smo mi nekaj več kot samo telesa. In ko sem tvojo zgodbo zdaj poslušala, je res nekaj tako globokega, da ste se že v tvojem otroštvu začeli o tem pogovarjati. Kako je pa to bilo? A si ti to bolj razmišljala? Glede na to, da si tudi rekla, da je tvoja mami 12 let je imela določeno diagnozo in da je šla skozi svojo osebno transformacijo, verjetno je to tudi vplivalo na tvojo življenjsko pot. Ja, mislim, mogoče v družini sem jaz največji mislec, kar je lahko dobro, ampak vidim tudi negativno plat tega, ker če ne drugega to naša vranica zelo čuti, pa še kakšni drugi organi in nas to tudi izčrpava, pretirano razmišljanje, analiziranje, seciranje. Jaz sem malo k temu nagnjena, tako da sem se mogla potem kar učiti, da znam izklopiti narava mi pri tem najbolj pomaga, sicer bi rekla. In danes mi to že zelo dobro gre, ampak včasih sem se lahko zatopila v neke misli in analize v neskončnost. Starša nista bila toliko nagnjena k temu, da bi mi zdaj z mano modrovala in odpirala, kdo smo po smrti, kam gremo in tako naprej. Meni je to očitno, ta neposredna izkušnja to nudila, to vprašanje, to neko spoznavno resničnost, na katero nisem imela zares umskih odgovorov, nekaj sem čutila in sem poskušala očitno to, po domače povedano, popredalčka, da bi lažje sprejel. Ker sem imela že od malega tudi neke take čudne okultne izkustva, kot naprimer, da sem pri 16 letih bila v dijaškem domu v Ljubljani, daleč stran od doma. In sem kar vedela, da bo stara mama, da je mrtva, da leži na tleh. In sem potem je sklicala domov sredi zime, da prosim, da grejo preveriti, ker jo vidim, da na tleh leži mrtva. In je bilo temu res tako. Do tega, da je moja mama enkrat dobila ledvico, ki je bila, 98% kompatibilna, kar je zelo velika redkost. In je šla na transplantacijo in ko sva se poslovili, je rekla, jaz upam, da operacija uspe, ker če ne, se zadnjič vidiva in se ka, mami, brez skrbi, ti bo še danes doma. Vedela sem, da ne bo transplantirana. In potem je res vse teklo pri teh pregledih, da so se pač odločili raje, da ne. Tako da, dostikrat sem to tudi kaj napovedovala, sam jaz nisem vedela, da napovedujem. Jaz sem samo oblekelna kot otrok, pač naivno. Ja, in mislim, da je bilo to že nekako vedno v meni. Imela sem pa to srečo, da je oče imel doma v knjižnici svoji osebni, tudi Bhagavad Gito in podobne knjige. In jaz namesto, da bi se igrala s punčkami, sem, tudi ko še recimo nisem znala čisto dobro brati, gledala te slikce in razmišljala in si ustvarjala nek svoj domišljijski svet in poskušala nekaj očitno dognati v povezavi s tem, kar vidim na slikah. A ni zanimivo, kako nas okoliščine, v katerih živimo, v bistvu pripravljajo na vse tisto, kar potem živimo v življenju? Ja, kar živimo v življenju in kar bomo v tem življenju tudi morali spustiti. Jaz to vidim, da je zelo pomembno, da res, da nas nekaj pripravlja, da bomo vrhunski smučar, terapevt, karkoli. Ampak pride trenutek, ko se moraš od tega tudi posloviti, ker to, kar najbolj rad delaš, ti lahko v neki točki začne tudi škodovati. In to se mi zdi tudi ena posebna modrost za naše zdravje, ki jo pa večina zdaj v zahodnem, norem, kapitalističnem svetu ne znamo prepoznati. Koliko je te neke izgorelosti in tako naprej. In koliko enih simptomov, ki jih pač vsi imamo v kakšnih obdobjih, lahko pride kot posledica tega, da ne znamo prepoznati, kje so naše meje, ko smo v neki angažiranosti, ko aktivno delujemo in se nikakor ne ustavimo. In ne znamo ločiti, a se vozimo čez življenje na kortizolu, ali je to moja ta vitalna življenjska energija, ki jo imam res polno posodo, da lahko jaz pač nekaj prelivam navzven. Se mi zdi, da smo tukaj tudi v nekem premisleku, če bomo znali se zaustaviti, ker kot družba se mi zdi, da
drvimo v prepad tudi pod krinko, ko bi rekla, neke motivacije, neke sreče, nekega občutka, da sem uspešen, da imam ideje, da kreiram. Toliko pokamo od tega, da se včasih sprašujem, če to tudi ni nek naučen vzorec že, ne, te družbe, ki pač ima rada več in več in več. Ne. Zelo dobra usmeritev in po oglasih bova midve z najinim pogovorom nadaljevali. Pogovarjali sva se o vzorcih, v katere drvi naš svet. Pa me zanima, katere vzorce si pa ti pri sebi prepoznala in kako si jih uspela potem transformirati? To pa po mojem ne bo dovolj dolga oddaja, če jih vse naštejem. No, pa dajva samo kakšnega pomembnega. Recimo pri meni je bil zelo vzorec krivde. Jaz sem prevzela krivdo čist za vse, karkoli je kdorkoli naredil, in če danes pogledam nazaj, kakšne napake sem delala, zato ker sem odgovornost oziroma krivdo prevzela za dejanja nekoga drugega. In v bistvu te stvari so mene peljale v bolezen. Res je. Ja, mogoče bi tudi lahko rekla krivda z tega vidika, da sem res ogrožala materino življenje, ampak potem, ker je bila mami seveda bolna, ne, se niso imeli časa z mano ukvarjati, sem zelo hitro mogla odrasti, tako da mi je potem dostikrat manjkal ta mal notranji otrok, sem bila mogoče preveč resna, zazrta skozi v neko to večnost, in kot da je življenje mogoče malo preveč, ne vem, neka toga, resna struktura, kjer moramo biti tudi zelo odgovorni, tako sem bila zelo taka pridna punčka, malo preveč, zdaj se učim te porednosti zdrave, ne. Ampak potem je tukaj vzorec majhnosti, nevrednosti, nevidenosti, po očetu nedvomno kakšen vzorec jeze, ki sem ga zdaj super že, sem tako hvaležna sama sebi, ker ugotoviš, da po nepotrebnem... Ponosna na sebe, a ne, kot te stvari. Ja, hvaležna, ker po nepotrebnem trošimo dostikrat tudi energijo, ne. Pač pride lahko nek naval jeze, ki mora biti konstruktivno izražen, ne, bi rekli ljudje, ki se zdaj ukvarjajo tudi z boleznimi, ki so pač povezane z nekimi čustvenimi stanji, ki jih ženske sploh znamo tlačiti, ali pa jih samo nekje nosimo na duši, ne. Tako da se učim sproti izražati, ampak mi lahko izražamo na konstruktiven ali pa na nekonstruktiven način, na način, ki zdravi telo in osvobaja duha in obratno, ne. Tako da sem se pol tega lotila kar celostno. Mene je zelo zanimala podzavest, zato sem pač seveda odšla na ta študij karmične diagnostike poglobljeno, pa noter imaš potem seveda ajurvedo, kitajsko medicino in ugotoviš, da gre vse z roko v roki. Ti moraš znati razumeti telo, meridiane, kako se energija približno giblje po telesu, kje ti nekaj zastaja, zakaj ti tam zastaja, katera čustva so ujeta, kateri spomini iz otroštva. In jaz sem to pregrizla kot neka pridna miška, nek sirček z vseh strani, ne. Preanalizirala prednike, kako so živeli, ne, ker dostikrat, če ne razumeš, se težko lotiš karkoli narediti, ker ne veš, zakaj bi se in kaj pravzaprav sploh zdraviš, čistiš, osvobajaš, ne. Če pa malo bolj narediš ta zemljevid družine, to matriko, v kateri smo se mi gibali, kako smo mi čustvovali, delovali, razmišljali, lahko pa rečeš, wow, zdaj me pa zanima, kako pa to spremeniti, ne. In potem sem se lotila, zelo me je zanimala od nekdaj energija, ker res iskreno čutim, da smo energijska bitja, in sem se želela zdraviti sama sebe v resnici, zato sem pač naredila vso to zgodbo z reikijem, ker me je res zanimalo, če bom na vsaki stopnji malo bolj osvobojena, in meni so se zelo zanimive stvari dogajale po iniciacijah, res velike. Tako da sem kar hitro verjela v to, da smo nekaj več kot samo 3D fizična pojava. Potem pa seveda zraven razumevanje teh vzorcev hipnoze, sem se tudi tega potem šla učiti, zato da bi samo hipnozo v prvi vrsti sebi pomagala. Jaz sem v bistvu leta in leta sam na sebi delala, ne. Potem v neki točki se je pa kar organsko zgodilo, da so me drugi ljudje prosili, pa daj še meni pomagaj, pa kako si to, Jaz sem tudi videla ta zasmrtni svet in se mi je veliko dogajalo tudi na področju, rečemo zdaj moderno mediumship oziroma medijstva. Preprosto sem zelo otipljive stvari vedela o ljudeh, ki jih ni več tukaj, To, kako so jedli, kako so spali, kako so umrli, kakšni so bili po karakterju, in potem so me ljudje kar sami prosili za neke usluge in tako se je moja pot v resnici začela, še sama nisem vedela, kam vodi,
Ja, super, ja. To, kar si rekla, ne, da raziščemo, kaj se je dogajalo in potem pogledamo vzporednice, predvsem s tistim, kar nam mogoče ni všeč v življenju, zakaj se dogaja, pa pridemo do enega globokega dojetja, to se pa dogaja že generacijam tudi nazaj, kaj pa zdaj jaz lahko naredim, zato da to spremenim. Ja. Recimo, meni je bilo fascinantno, če smem tudi kot eno zgodbo povedati, ko sem jaz zanosila, meni je bilo zelo zanimivo, zakaj sem imela neke posebne misli in občutke in kot da bi vedela, da niso moji. Se pravi, a me iz tega otroka živega rodila, a bo mogla ga prej roditi, predčasno. In seveda to je vse moja mama doživljala. In se tudi Gabor Mate o tem govori, da pravzaprav mi podoživljamo neka čustva, misli, stiske, ki so jih recimo morebiti naše mame doživljale, ko so nas pričakovale. To se res na ta celični nivo usede in jaz sem to vedno prav zelo intenzivno doživljala. Jaz sem kar vedela, da to ni moje, ampak hkrati moram čez ta poligon. Ne moram zbežati, ne moram pobegati, ne moram sam intelektualno reči, ker imam toliko znanja, zato zdaj to ne bo šlo čez mene. Isto je šlo čez mene, ampak jaz sem se mogla naučiti drugače odzivati, da nisem panična, da temu preveč ne verjamem, da znam predihati, pogledati iz distance, znati se umiriti, počakati, ne biti črnogleda mogoče, ne hote, ker doma smo se malo nalezali tega, da če bi moja mama ozdravela in bila danes še tukaj, bi smo mogoče rekla, ta borba je imela smisel, ampak ni imela smisla, vse je vodilo samo navzdol. In potem sem čutila velikokrat, kako so se moje celice okužile z enim strahom, a bo to res imelo srečen konec, naprimer. In sem mogla zelo veliko delati na tem, da osvobodim tudi ta strah, ki je pri nas kar karmično obremenilen medgeneracijski vzorec. Ja, se že to, recimo, ko si omenila, borba, velikokrat, več jaz precej delam z ljudmi, ki imajo težje bolezni, predvsem raka, in oni velikokrat rečejo, ja, bom borbala, se borbam z rakom, ampak v bistvu je pa samo odpreti srce pa postati ljubezen. Ja, sprejeti ga skorda, ne skorda, sprejeti ga. Jaz sem konec maja dobila diagnozo raka, potem sem pač delala, se pravi, cel junij, julij, no, avgusta sem že vedela, da se z rakom ne bom nič borila. In zadnje srečanje z rakom, ki sem ga imela v nekako sredina novembra, in takrat on je prišel kot bitje, čisto oborožen, do zob, vse borbeno opremo, jaz pa zraven vsa smejoča, odprta, zato ker sem ga dojemala kot mojega velikega učitelja. In je v bistvu samo hvaležnost, da je to prišlo, da nekaj naredimo. In je že prvi tak miselni priskok, ko nekdo zboli, da ni borbe, ampak je zadaj hvaležnost, da se mi to dogaja, zato da, tako kot si rekla, da lahko čutiš, dovoliš, da to energija steče in steče v svoj izvor nazaj. Tako, ja. In da kot ljudje ne rabimo vsega kontrolirati, niti bolezni, mislim, da ne smemo kontrolirati, čeprav bi jo zelo radi, in kaj sem tudi jaz pred časom imela maligni melanom in seveda, da ti grejo kar kocine po koncu, kaj zdaj to pomeni. Ampak me vse te izkušnje vidim učijo, da je največja modrost in znanje, če smo kruto pošteni vsi do sebe, prepuščanje. Prepustiti se mogoče celo nečemu višjemu, kar intelektualno ne razumeš, da skrbi za tebe in da bo izid točno takšen, kot mora biti, in je za tebe to prav. To ljudje težko sprejmemo, ker si pač radi zadamo, da mora biti izhod točno takšen, kot si je naš ego zamislil. Tako da mi je zelo pomembno, da se pravzaprav jaz ves čas uram, ves čas se kalim pravzaprav v to, kar se mi zdi, da je vredno postati. Kako dojemaš prepuščanje? Zato, ker tle je zelo tanka meja med tistim zdravim prepuščanjem in tistim nezdravim prepuščanjem. Res ekstremen tanka meja. Ja, se strinjam, da smo včasih v pomembnih znanjih smo skozi na eni, tako kot sem prej rekla, ta vrvohodec moraš biti, ampak prepuščanje jaz osebno doživljam kot da
Jaz se rada pogovarjam s svojim Bogom, ki ga rada personaliziram, sva si zelo na ti. In potem on meni govori in mi sporoča, česa se moram naučiti, kje moram odnehati, kaj moram na novo začeti, kje sem pretiravala morda, kje sem zaspala morda. In prepuščanje za mene pomeni, da se prepustim temu glasu, ki me vodi in mu popolnoma zaupam. Tudi, če se mi zdi iracionalen. Jaz delujem, sem aktivna v fazi ozdravljenja ali pa preobrazbe, če moram čez njo, ne prepuščam se na način, da sem sedim in čakam in bo, kar bo, Sem zelo aktivna v tem, ampak na način, da je ta glas, ki ni toliko moj intelektualni glas, naučeni glas, dobi veljavo. Na ta način. Ja, super. Hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, čas za oglase, medtem pa si oglejte na spletni strani www.bisernica.si/darilo poseben program, brezplačni program Moč energije. Po oglasih pa pogovor steče naprej. Zelo zanimiva tema, ki smo jo imeli o prepuščanju, kako to ne pomeni, da sam roke vse štiri od sebe pa čakaš, kaj se bo zgodilo, ampak da aktivno deluješ. Kaj je bilo tisto, kar si ti naredila oziroma kaj zdaj narediš za to, da narediš korake naprej, da zrasteš in istočasno, si rekla, poslušaš svojega notranjega Boga? Ja, zdaj si spet po dolgem času jemljem več časa zase, ker ko je pač energijski center Mojči začel nekako rasti, kar naenkrat ugotoviš, da si cele dneve v avtomobilu, da se voziš po celi Sloveniji, da imaš terapije, in kolikorkoli že obračamo, tudi če zelo radi delamo, ugotoviš, saj nisem uspel narediti joge, nisem uspela iti na dolg sprehod, meni pa vseeno to izredno veliko pomeni. Zelo rabim to substanco, to duhovno substanco, da lahko v miru nekaj preberem, da lahko v miru sončni zahod gledam, da se mi nikamor ne mudi, da se lahko izgubim v času in prostoru. In zdaj sem si spet vzela ta čas zavestno, ta maligni melanom najprej me je malo brcnil, da malo na sebe spet pogleja, ne se izgubiti v tem norem tempu, ker se nam vsem zelo hitro lahko zgodi, pač ker smo ovce, hote vsi malo, ko gremo v eno smer, Rečemo, da nam pač nekaj od zgoraj narekuje ta tempo, in se moraš kar zavestno ustaviti, In sem vključila spet te svoje male rituale, kot so joga, raztezanje, somatika, meditacija, sprehodi, druženje s svojo psičko, kjer se režim in krohotam in sem lahko otrok in se cartava, svojo hčerko enako, da sem tukaj bolj prisotna in čutim, da me to zelo zdravi, poleg vseh vzorcev, ki jih še vedno seveda opazujem in delam različne tehnike, da bi kaj osvobajala, Tudi preko postavitve družine smo imeli ravno eno zdajle, je za nami, in sem si dovolila celo svoj primer prvič v življenju postaviti. Sem prosila skupino, če me toliko podpre, da vidim, če se mi kje energijsko še zatika, Zelo verjamem v te stvari in predvsem se mi zdi, da je to, kar mi učimo, treba živeti, drugačni nič od tega, To je glavni namen teh oddaj, moj odnos do zdravja, da tukaj pogledamo, kako dejansko moji gostje živite to, kar govorite, ker zelo hitro marsikdo nekaj govori, pa tega ne počne. Res je, ja, res je. Tako da me zelo veseli, da si prav te stvari omenila, ker je tako pomembno, da imamo energijo za sebe najprej postavljeno. Se pravi, ne, da se razdajamo za ne vem koga vsega druga, sami smo pa tako zelo, bom rekla, malo v narekovajih, lahek plen teh slabih energij, slabih vzorcev, slabih navad, besed, ki jih uporabljamo. Velikokrat tudi naletim na ljudi, ki imajo določene nazive, ampak v svojem besednjaku uporabljajo besede, ki čisto nič ne odražajo tega, kar naj bi živeli. Tega je zelo veliko, Ja, te stvari so zelo pomembne. Ker smo vseeno tudi ljudje bili vzgojeni, da smo manipulatorji, lahko smo tudi dobri govorniki, znamo se skrivati,
za nekimi maskami, to je vse privzgojeno pač, ne. In potem se ta figura sicer predstavi kot nekaj, not pa to ni integrirano, ne. In na vseh področjih take ljudi srečujemo, no. Tako da je zelo važno, da se vsak pri sebi zamisli malo na zdrav način, ne, ali sem res to, kar govorim, da sem, a ne. Na kakšen način potem ti lahko pomagaš oziroma pomagaš, ne lahko, kako pomagaš ljudem, ki se obrnejo na tebe? Ja, zdaj, ker me zanima vse vedno kot celota, ne. Imam zelo rada to karmično diagnostiko, da se pogleda podzavestne vzorce pri človeku, lahko se vidi stanje organov. Jaz sem tudi z enim kliničnim psihologom sodelovala v eni znanstveni raziskavi in se je pokazalo vseeno, da je moja intuicija zelo natančna, enake parametre sem navajala kot aparature, a ne. Tako da sem precej samozavestna tukaj v branju biopolja, ne rabim niti človeka poznati, niti nič vprašati, da se mi začne izpisovati zelo natančno. Tako da to naredim zato, da mogoče človek ne bi porabil 20 let, da to odkrije, a ne. Ker sicer bi si želela, da bi mi to vsi sami pri sebi odkrivali, ampak nekateri ne znajo, nekateri sploh pri sebi tega ne znajo prepoznati in videti nekih vzorcev, ne vidijo korelacij s predniki, a ne, in taka zgodba, ki to natančno oriše in pol pomaga, da se lahko sploh prepoznajo, kdo so in kaj jim več ne služi mogoče znotraj njih samih, ne. Ja, celoten sistem je v bistvu tako narejen, da nas pelje proč od sebe. Tako je, ja. In jaz sem tudi pri sebi spoznala, da je pot z mentorjem, z mentorico, z učiteljem veliko krajša, pa veliko bolj zabavna. Zato, ker če prideš sam v en pragost svojih misli, čustev in ne veš, kako naprej, je to precej težko. To je lahko tako velika zgodba, da se jo prestrašiš, a ne, kar te spet zablokira in potem nikamor ne prideš, a ne. Predvsem ne do te osvoboditve, ki si jo vsi želimo, ne, da bi bolj radostno in lahkotno bivali na tem planetu, ne, kljub vsemu, kar se okrog nas dogaja, ne. Ta planet nam je kar v velik izziv, no, in pol ta drug del je pri meni pa bolj praktične narave, sem zelo tak praktičen tip človeka, ne rada zdaj samo govorim, čeprav tudi rada govorim, ampak da človeka peljem v izkustvo, v ta globoka teta možganska valovanja, na Schumann Tesla aparaturi, zaupam v to aparaturo, v to desnosučno vibracijo, ne. Potem imamo postavitve družine, jaz se rada ukvarjam tudi z Jyotišem, z vedsko astrologijo, rada še ta vidik osvetlim, ker še ta nekje dopolni, ne. Imam natalno karto podzavesti, kjer tudi pol to natančno orišemo, kaj tudi namen človeka. Vsak od nas je pač prišel sem zato, da bi bil kot ena posebna lučka, ki bo osvetlila en poseben prostor. In če to znaš začutiti, nam rekla, da to intelektualno ugotoviš, če znaš ti to začutiti ponotranjeno, se ponavadi tam kar lepo vrata odpirajo in se ne rabiš nič kaj matrata, ne, v resnici, ker ti je že kar tlakovano, ne. Tako da je lepo tudi v ljudeh iskati potenciale, te darove, te talente, ki jih potem naredijo to, kar so, da oni lahko res svetijo, ne. S tem se tudi rada ukvarjam, ja. Ja, a ni to krasno, da človek potem bolj spozna sebe, kaj je tisto v bistvu njegovo poslanstvo, ker ko živiš poslanstvo, si veliko bolj zadovoljen. Ja, srečen si, ne, zanima te to pristno in ne rabiš s to muko zjutraj vstati in gledati, čas je, moram v službo, ampak se veseliš, ne, tega novega dne. Česa se ti najbolj veseliš, ko zjutraj vstaneš? Sonca. Res sem velika ljubiteljica sonca in tam, kjer živim, me kar velikokrat pričaka in zdaj imam prav en tak ritual, da najprej, ko vstanem, se usedem v spalnici na en tam kotiček in sveti name sonce in samo diham to prano, te fotone, a ne, da res začutim, živa sem, živim, koliko je lepo, ta svetloba me obliva, ne. Hvala življenje, da lahko to izkusim, no. To rada delam. Zelo dobro ste omenila prana, ko oblivam. Jaz sem recimo kar precej let, 15 let sem študirala karakrijo jogo. In nas je učitelj učil, da sonce, ko vstaja, v bistvu pred sabo energijo že poriva. In se ta prana, to je tako kakor en cunami, zlije na nas že 2 ure, preden sploh sonce vidimo. Zato so tudi te tehnike, da vstajajo ob 4 pa ob 5 zjutraj, zato da dobijo ta cunami
energije in potem je življenje veliko lažje. Ja, je nekaj na tem, ne? Vse to deluje, če seveda to delaš, ne? Točno tako. Zdaj pa še na koncu povzeti to, kar si zdaj povedala. Kaj je tisto, kar bi gledalkam in gledalcem toplo položila na srce? Ja, predvsem to, da naj vas ne bo strah, da se raziskujete, da pogledate tudi v kakšne zaprašene skrinje, da kdaj vam potegnete tudi kakšne okostnjake, ker jih je vredno, ker potem ti okostnjaki imajo svojo sporočilno moč in zgodbo za vas in boste tudi preko njih lahko prišli do tako pomembnih odgovorov za vaše življenje, da boste imeli občutek, da če ste bili premajhen ptiček, ki si komaj upal vzleteti, postanete lahko velika ptica, ki si upa razpreti krila in si upa sprejeti to življenje z vsem obiljem, ki nam ga hkrati prinaša. Živimo v zelo lepem obdobju, v smislu nekega obilja, znamo pridelati stvari, ampak če ne znamo tega zdravorazumsko užiti in znati to sprejeti in biti v stanju hvaležnosti za vse to, potem je tako vse imaš, ampak si prazen. Tako da raziskovati sebe, delati na sebi, iti mogoče k nekim učiteljem, mentorjem, ki pač nas pokličejo. Jaz verjamem, da imamo zelo dobre ljudi na slovenskem področju in da smo tudi na ta način zvesti sebi. Draga Mojca, hvala za obisk v naši oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete darilo Moč energije na www.bisernica.si/darilo in se gledamo v prihodnjih oddajah.